V mojem novem videu z vami sem Domen Kulman in danes bom naredil video Spotlight kanalu. Če še ne veste, kaj pomeni Spotlight kanalu, to pomeni, da bom malo komentiral vaše kanale. Potem bom ocenil vaše kanale oziroma povedal, kaj vam manjka na kanalu, na primer karkoli banner, profilka, kaj na videu, če vam manjka. In gremo kar na prvi kanal. Imenuje se recimo Slow Pro Plays. Si pogledamo tale kanal, kar ta prvi kanal. To je njegov kanal, ima lep banner, pa lepo profilko, banner pa profilko ima lepo zrihtano. Potem, če gremo gledat pa video posnetke, ima pa dokaj dobre thumbnaile. Edino na tetih igricah nima glih thumbnaila, na primer The Forest, grajenje hiše, ko je naredil video, nima thumbnaila, pa pač to mu manjka na kanalu, edino thumbnaile, boljše bi lahko začel delati. Potem drugače pa si pogledamo kar en video, na primer tegale Q&A, ko je enkrat naredil pač video napovednik, to. Zelo dobro se ga sliši in ni kaj tako zelo tiho. Zna ful dobro govoriti. In gremo kar na naslednji kanal, imenuje se Marcel Youtube. Kot že vidite, to je pa njegov kanal. Ima lep banner pa lepo profilko dokaj, ima zelo dobre bannerje dela, kot že vidite na videa. Pa si kar pogledamo en video, na primer Cimet challenge, ko ga je nazadnje posnel. On tudi kar v redu govori, edino včasih malo tako na tiho govori. To bi lahko izboljšal, da bi bolj glasneje govoril. Drugače bannerje ima lepe. Glede kanala pa ne bi nič kaj komentiral več. Gremo kar na naslednji kanal, imenuje se recimo Žan Vozelmonster. To je pa njegov kanal, ima 20 naročnikov, banner pa profilke nima v redu, ker ima banner je fake od nekje, na primer iz Googla si je dal dol sliko. Profilko si je pa tudi dal iz Googla dol, tako da nima v redu. Potem bannerji oziroma thumbnaili tudi niso glih v redu, zaradi tega, ker nima thumbnailov na videe, kot že vidite. Pa tudi opisa nima glih dobrega narejenega, tako da on bi še mogel malo izboljšati svoj kanal. In gremo kar na naslednji kanal, imenuje se recimo, samo da se spomnim one Korenjaka se imenujeta. Imata, da vidimo, 52 naročnikov, imata lep banner pa lepo profilko. To mi je res všeč, delata ful dobre thumbnaile, kot že vidite. Dobro sta začela. Vizitko imata tudi kar lepo narejeno, tako da o njiju ne bi nič komentiral, glede njunega kanala. In gremo še kar na zadnji kanal, ki ga bom tudi predstavil danes.
imenuje se pa Peter L. Cash. Peter L. Cash, samo da takole. Kot že vidite, to je pa njegov kanal. Banner ima sicer v redu, profil, ko ima tudi kar v redu. Samo mogoče bi si lahko naredil, na primer, da bi bil banner in profilka isto, da bi bilo oboje vijolično. Gremo pa video še malo pogledat, nima glih thumbnailov. Ima pa drugače v redu ozadja. Pač na primer Q&A slot Peter L. Cash, to ozadje ful lepo naredil, pa cool efekt in first video tudi dober naredil. Pa si kar poglejmo en njegov video, na primer Q&A slot. Tole, ko je odgovarjal na vprašanja. Zelo glasno govori, ful dobro razločno. To je super pri njegovem kanalu, pa si kar poglejmo še vizitko. Vizitko ima pa tudi kar v redu. Edino thumbnaile bi lahko začel delati, pa malo več videov pa nalaganja. Pred 4 meseci je nazadnje naložil video, tako da bi lahko zdaj kakšen video še posnel. No ja, in to je bilo tudi za danes vse. Če ste uživali v tem videu, ga lajkajte, subscribite name in mi pišite pod komentarje in nasvidenje. Bye bye.